nikoli in nikdar nisem naredil karkoli v škodo SDS, brez popolne svobode govora je demokracija samo farsa. Tistim, ki se je toliko mudilo, da me na ta način pač izključijo, tega pa ne bom pozabil do konca svojih dni. Če ima pa kdo mokre sanje, pa Bog pomagaj. Spoštovani, dobrodošli v podcastu Info 360. Z vami sem Nenad Gliks, moj današnji gost pa je gospod Branko Grims, evropski poslanec iz Slovenske demokratske stranke. Pozdravljeni. Lep pozdrav in Bog vas živi. Za vami je burno dogajanje ta teden. Izključili so vas iz Evropske ljudske stranke EPP, pa me zanima, o tem je bilo že precej v medijih, kakšni so občutki ali kaj obžalujete? Predvsem bi se najprej zahvalil vsem državljankam in državljanom, volivkam in volivcem za res izjemno podporo v zadnjih dneh in verjemite mi, da mi ta podpora neskončno veliko pomeni. Hkrati me pa tudi zavezuje, da bom še naprej, tako kot do zdaj, vse njihove kritične misli, ideje, želje, vrednote prenašal v Evropski parlament, da bom torej glas tiste prave Slovenije, tiste Slovenije, ki ima Slovenijo rada. V EPP so vam očitali med drugim, da ste se povezovali s strankami desno od EPP, skupinami strank. Poleg tega še pomanjkanje delovanja znotraj vaše skupine, pomanjkanje delovne etike, nasprotovanje desnosredinskim in evropskim vrednotam. Poleg tega je pa vodja delegacije SDS v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomc, pač dejala na Facebooku, da vi niste žrtev, ampak da sta vas predsednik stranke Janez Janša in ona večkrat reševala, ne? In da je imel celo predsednik oziroma vodja EPP Manfred Weber večkrat težave, ker je moral novinarjem pojasniti vaše sodelovanje z nemško AfD. Pa me zanima, zakaj ste spravljali gospod Tomc in gospoda Janšo v neprijeten položaj? Glejte, sodelovanje v politiki je pot, ki jo zagovarja SDS. Sodelovanje v politiki brez izključevanja je temeljno politična opredelitev moje stranke tu v Sloveniji. To se pravi, jaz sem samo isto, kot delamo v Sloveniji, delal tudi v Evropskem parlamentu in trdno sem prepričan, da je to v interesu vseh. Poglejte, tudi ko je šlo za recimo zdaj te pač deportacijske ali pa če želite remigracijske akte, ki smo jih sprejeli v Evropskem parlamentu, sem pri tem po najboljših močeh pomagal raporterju, to je tisti, ki je najbolj odgovoren znotraj poslanske skupine EPP, da bi pač dobili zadostno večino in šlo je za izjemno veliko nezaupanja med desnimi strankami, zaradi tega, ker so v preteklosti velikokrat žal ena drugo izigrale. Ker pa meni zaupajo, ker vsi vedo, da pač držim dano besedo, so pač prisluhnili temu, kar sem jim dejal in imel sem na desetine sestankov s posamezniki, pa tudi skupinami iz različnih strank, vseh tudi iz EPP-ja. In vedno sem poslušal tisto, ja, druga stran nas bo izigrala. Sem rekel, ni res, tukaj je igra čista, govoril sem z vsemi, dejte prosim priti in glasujte za. In čisto vsi, s katerimi sem govoril, so potem prišli in glasovali za in odločilno glasovanje, to ni bilo to končno, ne, ta je bilo samo še formalnost, ampak tisto pred 2 meseci v Štrasburu, ko je šlo skozi za samo nekaj glasov, samo za nekaj, čisto na tesno je bilo zagotovo v veliki meri tudi posledica tega vzpostavljanja medsebojnega zaupanja, pri čemer sem pomagal in ko smo govorili na zaprti seji EPP-ja, sem jih tudi opozoril, da je to zagotovo v interesu vseh, tudi v interesu njih in da na ta način želim pomagati tudi še v bodoče. Pa vendar letijo na vaše očitke tako se strani skupine EPP kot se strani SDS o soliranju. Torej, da niste bili timski igralec, da se niste, preden ste se povezovali ali pa dogovarjali s skupinami desno od EPP,
da se niste znotraj EPP za to dogovorili? No, recimo prav konkretno pri tej zadevi sem bil še kako to dogovorjen z gospodom Bellamijem, to ga lahko vsakdo vpraša. Jaz sem mu obljubil, on je bil namreč shadow reporter EPP-ja, kot se temu uradno reče, za te remigracijske akte, in sem mu obljubil vso podporo in besedo sem tudi držal. To se pravi to, da sem sodeloval, niti slučajno ne drži. Drugo pa je, da sem veliko sodeloval na različnih pogajanjih, na različnih usklajevanjih. Sam veste, kako to potem v praksi izgleda. Recimo, ko je šlo za My Voice, My Choice, ne, sem bil tam, kjer se je pač možnost to povedati, to poteka po več stopnjah, da ne bom zdaj na dolgo preveč razlagal. Imaš najprej splošno usklajevanje o zadevi, potem pred posamezno sejo odbora in potem gre to šele naprej. No? Ampak na teh je mogoče res veliko povedati. Tja sem šel, tam je zelo dolgo časa trajalo, jaz sem povedal tudi ustavno pravno vse argumente, zakaj ta pobuda ne bi smela biti nikoli niti predlagana v odločanje, ker v nasprotju s temeljnimi akti Evropske unije in to v očitnem nasprotju. In vsi, ki se ukvarjajo znotraj EPP-ja, recimo Sven pa Lorant in tako naprej, z ustavnim pravom so absolutno pritrdili in pač podprli tisto, kar sem rekel. Potem se je pa oglasila seveda dolga vrsta raznih gospa od Luksemburga naprej in na koncu smo končali tam, kjer smo bili na začetku, da pač večinsko se to podpira, če pa kdo pač ne želi, naj pa glasuje po svoje. In na koncu je šla ta zadeva na ta način skozi. Se pravi, vsi argumenti, ustavno pravni, tudi podpora iz različnih skupin, tudi iz nemške, iz največje, ni popolnoma nič zalegla. Na koncu je pač bilo tako, da so spregovorila čustva namesto razuma. Ne? Kaj pa recimo to, da so problematizirali vaše sodelovanje z nemško AfD, Alternative für Deutschland, se vam zdi to sporno ali recimo bi vi to stranko opredelili kot skrajno desno, kot jo naprimer v Nemčiji opredeljujejo? Lejte, to je malo težko razložiti nekomu, ki ni dolgo vrsto let v politiki. Ampak danes je recimo pač EPP zagotovo bolj levo, kot je bila recimo nekoč socialna demokracija v času osamosvojitve Republike Slovenije. Namreč v resnici je desnica ostala tam, kjer je bila. Levica je šla pa tako nekam v skrajno levo, da to skoraj ne moreš verjeti. Ne? In oni zdaj vztrajajo, da je seveda tudi sredina tam nekje, ampak to zato, ker so oni to toliko levo potegnili. Kako je pa s tem v resnici, ne? Se pa zelo lepo vidi iz nekaterih opredelitev. Ne? Recimo, ravno nemški AfD pogosto očitajo, da je nacistična. Ne morate pa vedeti, da predsednica nemške AfD je javno deklarirana lezbika, ki živi z eno temnopolto gospo v izvenzakonski skupnosti. In zdaj mi nekdo reče, da je to nacizem, ampak to je realno stanje v Evropskem parlamentu. To realno stanje pa je bistveno drugačno, kot se pogosto tudi tako v teh floskulah, ki so seveda primarno levičarske floskule, žal jih tudi nekritično sprejemajo marsikateri na desni strani, s čimer se pač v javnosti operira. Ne? Recimo, pogosto slišimo tisto o skrajni desnici, pa o far right, pa ne vem kaj še vse, ne? In to je tudi konkretno tisto, kar so potem meni očitali. Ne? A veste, kje se pa vidi resnično stanje? Ne? Resnično stanje se vidi v dejanjih, ne v besedah. In politologija uči. Imam znanstven magisterij iz politologije, ne? Tako da verjemite, da lahko preverite to tudi v učbenikih. Politologija uči, da pač je skrajnež v politiki tisti, ki zagovarja ali pa celo brani uporabo sile za dosego političnega cilja. In konkreten primer, ki je razgalil dejansko stanje v Evropskem parlamentu, je bilo glasovanje o imuniteti Ilarie Salis. Ilaria Salis je gospa iz Italije, članica Antife, teroristov, ki so potem skupaj s nekimi kolegi je po ulicah na Madžarskem, po ulicah Budimpešte, lovila čist nedolžne pare in jih mlatila s kladivom. Ona in njeni kolegi. Ne? In to je bilo posneto, tako da tega nihče ne more zanikati.
Potem so iz Madžarske prosili, da bi pač sprostili, da bi lahko sodili za to. To je bil čisti terorizem. Si predstavljate, ti ljudje imajo trajne posledice zaradi teh udarcev s kladivom, ne? In popolnoma nedolžni ljudje. In kaj je bilo? Na koncu je večina, sicer za en glas, ampak večina v Evropskem parlamentu izrekla za to imuniteto. Ob silovitem nasprotovanju vseh dejansko desnih strank. In kaj to pokaže? Da nimamo nobene skrajne desnice, niti enega samega v Evropskem parlamentu, imamo pa žal očitno absolutno večino skrajnih levičarjev. Kajti skrajnež je tisti, ki zagovarja ali kot v tem primeru konkretno z glasovanjem o imuniteti brani uporabo sile v politiki. In še nekaj je ta dimenzija, zato je to glasovanje tako žalostno, sramotno in pomembno po drugi strani. A veste, kaj se je s tem zgodilo, ne? Ta ultralevičarska večina v Evropskem parlamentu je s tem praktično dala zeleno luč za nadaljne napade teroristov Antifa na nedolžne ljudi in Quentin, ki so ga pobili potem teroristi Antifa v Franciji, ker je poskušal fant braniti dekleta pred napadom teroristov Antifa, je zagotovo posledica tudi te odločitve in tisti, ki so glasovali za to imuniteto, imajo njegovo kri na svojih rokah. So za to imuniteto glasovali tudi deloma poslanci EPP? Ja. Naredite matematiko, pa vam bo jasno. Zdaj smo v nenavadni situaciji. No, me zanima, kam je po vaše prišla EPP s to predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, torej, ki brani slovensko komisarko Marto Kos, dokazano sodelavko UDBE oziroma SDV, ki je celo lagala v Evropskem parlamentu, da to ni bila, kljub številnim dokumentom, ki pričajo. Težko se je recimo predstavljati, da bi nemška CDU-CSU mirno prenesla, da bi bila na položaju evropske komisarke neka nekdanja sodelavka politične policije Stasi. Zanima, a igra tukaj SDS neko dvojno vlogo, ne? Romana Tomc je naprimer na izvršilnem odboru SDS v zvezi z vašo izključitvijo iz EPP predlagala, da bi sami odstopili kot poslanec, ali bi morda morala ona odstopiti iz mesta podpredsednice EPP za voljo te Marte Kostore in podpore, ki jo uživa v Evropski komisiji? No, najprej bi spomnil, da Marta Kos ni bila izbor niti prejšnje Golobove ultralevičarske vlade, ampak tam je bil izbor vesel, ne? Ampak da je potem pisala prav Ursula von der Leyen Golobu pismo, ki je, vsaj kot ga jaz berem, pa mislim, da ga dokaj objektivno napisano tako, da samo vstaviš ime in priimek, koga je v resnici hotela imeti, in točno to je tudi dobila. In jaz mislim, da pač Ursula von der Leyen je največja napaka EPP-ja, ki jo je lahko naredila, kajti človek, ki je najbolj odgovoren za sedanje stanje, zagotovo ne more spreminjati sedanjega stanja naglo na boljš, ker bo primarno zainteresiran, da bo svoje lastne napake iz preteklosti pometel pod preprogo, ne? Zaradi tega jaz tudi nje pač nikoli nisem podprl, nikoli nisem hotel glasovati za njo in sem tudi vedno, ko sem glasoval proti, potem to tudi javno objavil. In ste bili deležni sankcij? In sem bil deležen za to sankcij in to je bil tudi razlog za kolikor je meni znano, 2 predloga moje izključitve, ki pa so se potem zaustavili, ne. Zdaj, ta zadnji naj bi bil pogojen z 2, ne. Z enim, ker je za moje pojme prav absurdno, ne, da tisti, ki smo sodelovali pri tem remigracijskem glasovanju, pač vsi ti smo se tisti dan, ko je bilo to en dan prej, tisti dan, ko je bilo to sprejeto, no, smo se en dan prej dobili in smo imeli še tja do 11 po noč še pogovore in tam je tako kot
šala pravzaprav padlo, ideja, no, če bo pa tole ratalo, pa bomo pa predstavili, kako je prišlo do te poti, do desne večine. Ne? In to smo potem tudi naredili. In sprva je bilo zato čisto vse v redu, potem je pa zadnji petek, mislim, da je prišlo, in smo delali preko EPP-ja, da se razumemo, ne z vednostjo, ne samo z vednostjo, ampak preko EPP-ja, da je bil prav organizator. Ne? Potem je pa zadnji petek iznenada prišlo, da je dvorana zasedena, da ne moramo pač tega organizirati. Potem smo mi od tega odstopili in so to prevzeli pač ostali in organizirali skupaj s enim delom civilne družbe to srečanje, na katerem sem bil. Zdaj se to očita. Mislim, za mene je to absurdno. A takrat, ko smo rabili glasove in ko sem pomagal, sem bil v redu. Potem, ko smo pa samo imeli srečanje, verjemte, na katerem nihče ni nikogar napadal, samo izrazili smo, da je to prava pot, da se na ta način reši Evropa in pa da želimo tudi naprej pri takih projektih seveda tvorno sodelovati v korist državljank in državljanov, za varnost Evrope, za ohranitev tistega, kar je najbolj dragoceno v Evropi, to pa so njeni narodi, njihove tradicije in kulture, zdaj se me pa zato meče ven. Prostite, to najbrž z mano ni nič narobe, vprašajte se, kako je s tistimi, ki me zato mečejo ven. No, pa zanima me to, bi se vrnil. Torej, po eni strani imamo EPP, ki ne samo tolerira, ampak podpira nekdanjo sodelavko Udbe Marto Kos kot evropsko komisarko, na drugi strani vas so izključili, pri čemer je pa slovenska vodja delegacije SDS v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomc, tudi podpredsednica EPP. Ali bi po vaše, recimo, v znak protesta zoper položaj Marte Kos znotraj komisije morala saj odstopiti z mesta podpredsednice? No, to vprašajte njo, kar se pa tiče postopka te izključitve, pa lahko samo rečem, da jaz sem bil zdajle dvakrat zelo hudo operiran, moral bi še vedno počivati doma, vendar iz odgovornosti do volivcev, do Slovenije in pa seveda tudi do odgovornosti do kolegov v poslanski skupini sem vendarle šel v Štrasburg, da bi tam jim odgovoril na vse te očitke in trdim, da sem to tudi naredil in to zelo na miren način, lep način, samo, veste, kako je bilo potem, nekomu se je strašno mudilo, ne, upam, da gospod Tonin ne bo jezen, če povem, da je on tudi predlagal odložitev tega glasovanja, ampak ni bilo niti od enega drugega podpore. In potem Weber, ki je vodil tisto sejo, je pač rekel, da je itak bil izražen interes, da se pohiti in tako so pač o tem glasovali kljub mojem zdravstvenem stanju in kljub temu, da celo v samem poslovniku je osnova za to, da če je pač slabo zdravstveno stanje, da se tega ne izvrši. Ne. Pač jaz sem poskušal že prej prepričati ljudi, da to ni pametno, jaz mislim, da je s tem storjena škoda vsem, tudi EPP. Ampak, ko je prišlo do glasovanja, ne, sem dobil besedo, jaz sem pač ti zagovor povedal, kolikor sem ga po najboljših močeh lahko. Potem si je samo še oglasila vodja delegacije, gospa Tomc, in pač nakratko rekla, da SDS pripada EPP, da da ima EPP svoja notranja pravila in če nekdo krši notranja pravila, da so za to tudi resne posledice. In s tem je zaključila, najbrž so ljudje to razumeli kot prav poziv, da me izvržejo ven in potem se je to tudi zgodilo. Ampak potem je bilo rečeno, da naj bi vsi slovenski poslanci tam glasovali. Glasovanje je bilo tajno, zdaj kdo je glasoval, kako ne vem. Jaz verjamem, da ljudje ne lažejo, zdaj upam, da so vsi povedali po resnici, za nekatere tudi druge vem, da so zanesljivo glasovali tako pač meni v korist. Mnogi so pa manjkali, ne? To je bilo pa zelo zanimivo. Tudi taki, ki sem z njimi bil ves čas prijatelj, ki vem, da delijo iste vrednote, pa potem, ko sem to malo poskušal preveriti, zakaj se je to zgodilo, ne, so mi dali vedeti, da je bilo to že vnaprej in to dalj časa, že toliko zlobirano, da so itak verjeli, da se ne da nič narediti, da pa je bilo glasovanje izvedeno na tak način, namreč s pomočjo pač elektronske pošte in tako naprej, da enostavno niso verjeli, da je to res tajno glasovanje in se pač zaradi tega niso hoteli izpostaviti. Ne. Tukaj je vprašanje vaše
lojalnosti v EPP ali pa tudi vloge SDS-a znotraj te skupine. Ne? Po vaši izključitvi je gospa Tomc na omrežju Facebook zapisala, da je pač SDS članica te najpomembnejše skupine v Evropskem parlamentu, tudi najbolj številčne, in da je pomembno sedeti za mizo, kjer se sprejemajo pač odločitve. Ali je po vaše razlog za vašo izključitev, da ste bili moteči osebno za njo, ne, ki pa sedi za to mizo vodstva EPP, ne, kot podpredsednica? Glejte, to vprašajte njo. Jaz od drugih ne bom sodil, lahko povem samo tisto, kar sem sam videl in slišal, lahko vam pa povem samo to, da dejstvo je, da sem v izjemno slabem zdravstvenem stanju, da tudi, ko je bilo samo to glasovanje na zaprti seji, sem klecnil, to se je tudi malo prej zgodilo, ko smo šla po stopnicah, ste sami videli, kako je z mano v resnici. Ne? Ste prestali dve hujše operacije? Dve zelo hudi operacije sem prestal v kratkem obdobju in imam še cel mesec praktično bolniško. No, ampak samo to povem tistim, ki se je toliko mudilo, da me na ta način pač izključijo, tega pa ne bom pozabil do konca svojih dni. Znano je, da vi pač nasprotujete članstvu Slovenske demokratske stranke v EPP, torej v takšni EPP, kot je zdaj. Ali vidite mogoče vašo stranko v kakšni drugi skupini v Evropskem parlamentu, torej desno od EPP, v kateri? Ja. Zdaj, sam to sem tudi javno povedal velikokrat, to je tudi eden očitkov mi dajo, da bi želel, da gre moja stranka kam drugam, to se pravi bolj desno od EPP-ja. Razloge za to lahko tudi kasneje utemeljim. Ampak pač s tem nisem uspel, čeprav je za to zelo veliko razlogov. Ne. Jaz bi samo spomnil, da pred volitvami je bilo tudi rečeno, da pač ne bomo sodelovali, če bo spet leva koalicija, oziroma da bomo v tem primeru pretehtali svoj položaj, ga spremenili, šli ven. Ampak zdaj, dobro, je bilo malo besedne igre, ne, ker uradno ni koalicije, ne, ampak se temu reče platforma. Ne, ampak ta platforma je točno ista, kot je bila pred volitvami, se pravi EPP, pa potem Renew, pa seveda SD, ne, in potem še zeleni in to je to. Ne. In zdaj slišim, da se za čas, ne, ob polovici, kajti v polovici se vse stvari delijo ponovno. Ne? To bo zdaj kmalu, polovica mandata. Da se hoče izrazito spet zaostriti kordon saniter, kot se temu reče, to je izločevanje pač desnih strank in da lahko pride tudi prav do podpisa prave pogodbe, ne? In morda je tudi to eden od razlogov, da se je tako mudilo, da se me vrže ven. Ne? Vsekakor pa jaz tega izločanja še enkrat povem, ne podpiram, jaz sem ostro nasprotoval temu, da so recimo pri delitvi mest v Evropskem parlamentu praktično zelo močno okrnili nekatere desne skupine, tudi patriote recimo. Vem, da je enakega mnenja tudi gospod Zver in tak način delovanja ni v korist Evropskega parlamenta, ni v korist ljudi. Gre samo za to, da pač nekateri na ta način mislijo, da bodo pač imeli neko dodaten profit. Ne? Zdaj, zakaj AFD v zadnjem obdobju? Se pravi, prej, ko je šlo za iskanje glasov, je bilo vse v redu. Zdaj pa spet začel se ta kordon saniter krepiti iznenada, ne, izrazito. In zakaj je do tega prišlo? Jaz mislim, da je to bližanje nemških volitev. Kaj se je pravzaprav v Nemčiji zgodilo? Ne? To je zgodba, ki je zelo poučna za vse na desnici, kjerkoli po Evropi. Da je AFD prehitela CDU. Ja, ampak zakaj? Pred volitvami, ne, ki niso tako zelo dolgo nazaj, to lahko preverite, imam pa doma tudi to sam prav posneto, je Merz sodeloval z AFD-jem. Oni so celo skupaj vložili nekatere zakone proti ilegalnim migrantom za večjo varnost državljanov v proceduro v nemški Bundestag.
No, in potem ljudje so to razumeli kot jasen signal, da bo zdaj prišlo do sodelovanja na desnici, in še posebej zato, ker je recimo še 24 ur pred volitvami je Merz zagotavljal, da bo pač šel desno, da bo, če po spominu citiram, hermetično zaprl nemške meje za ilegalne migracije in da bo pač odstranil, poslal domov vse tiste, ki so tam ilegalno. Pač volivci so bili navdušeni, zato so nagradili CDU-CSU zmago na volitvah, ampak potem so bile volitve mimo in isti Merz 24 ur po volitvah pa delamo levo koalicijo in o kakršnikoli zapori meja se sploh ne bomo pogovarjali. To je prav citat. In od takrat je CDU-CSU v prostem padu. Ljudje so to dojeli kot čisto prevaro volivcev, po drugi strani pa narašča v nebo popularnost AfD-ja. In podobno je tudi po mnogih drugih državah, lahko pogledate samo v sosednjo Avstrijo, ne. Tiste klasične podobe, ki jo imajo nekateri in celo še potem piše, fino, zdaj imamo pa skrajno desnico, mi smo pa zlata sredina, zdaj nas boste pa vsi radi imeli, ne. To je politična strategija iz prejšnjega tisočletja, ta ne velja več. Ta šok, ki je prišel s tem valom ilegalnih migracij, je spremenil volilno telo celotne Evrope in to trajno. In zdaj se krepijo samo poli, ne, to se pravi tisto, kar ljudje dojamejo, da je ali najbolj v korist, recimo ilegalnim migracijam, to so tisti, ki imajo od njih seveda finančno korist ali pa politično in z njimi pač načrtujejo prihodnost, ali pa se obrnejo k tistim, ki temu najbolj nasprotujejo, tako imenovanim remigracijskim strankam. In zdaj Merz, če mene vprašate, je zamudil življenjsko priložnost v Nemčiji, ko bi lahko sodeloval na redu desno koalicijo. Takrat bi bili oni močnejši, CDU-CSU, verjetno bi od AfD-ja začeli tudi volivci prehajati k močnejšemu, ponavadi to tako deluje, ne, to se pravi, bi se vračali nazaj, danes bi bili oni na 40% kot nekoč in vse bi bilo v redu. Zdaj pa zaradi tega padca, ne, pa je očitno panika, ne, in se poskuša samo še s sataniziranjem pač AfD-ja, ne. Zdaj iznenada jim jemljajo sredstva, mečejo jih ven, v Nemčiji člani AfD-ja ne morejo niti računa v banki odpreti, ne. Tako da jaz osebno zelo podpiram to, kar je zapisano v programu naše sedanje vlade, ne, da bo tudi zagotovljena pravica do bančnega računa. To se ljudje sploh ne zavedajo, kaj se dogaja recimo drugot na zahodu. Si predstavljate, da hočete poslovati recimo, karkoli, ali pa funkcionirati kot običajen človek in vam ukinejo v banki račun brez obrazložitve. Greste v drugo banko, vam ne dovolijo odpreti računa. In tako naprej, ne. Skratka, ampak s tem sataniziranjem ne bo ni menga uspeha več. Lahko še, morda je tudi en del tega v tem, da so mene zdaj vrgli, ampak lahko še 100 takih ven vržejo, pa zaradi tega ne bodo ljudje nič bolj glasovali za CDU-CSU, ne. Ampak če se pravi, to je velika napaka, ki je pa po mojem mnenju nepopravljiva in s tem bo pač Merz potopil ne samo CDU-CSU, ampak ker je to osrednji del EPP-ja, celotno EPP v prihodnih letih. Boste videli, da se bo to zgodilo. Zdaj, kar se tiče slovenske scene, ne, predsednik SDS, gospod Janša, je pred volitvami 2024 pač dejal, da SDS ne bo podpirala znova koalicije EPP skupaj z levimi strankami v Evropskem parlamentu, brez tega, da bi se povezovala tudi s tistimi na desni. Torej, da bi bila bolj pluralna koalicija ali platforma, kakorkoli se to imenuje, sodelovanje, vendar to se ni zgodilo. Torej, EPP podobno sodeluje z levimi, kot je v prejšnjem mandatu, desne pa, kot ste sami povedali, pač izključuje. Ne? Jaz sledim tem besedam in tem vrednotam in delam isto, kot je politika v Sloveniji, tudi v Evropskem parlamentu. To se pravi, sodelovanje vseh je edina prava pot. Sem pa trdno prepričan, to sem tudi napisal v moji knjigi Zmaga dobrega, da je sodelovanje vseh desnih strank, v resnici vseh desnih političnih sil in seveda desne civilne družbe edina pot, ki je še lahko rešimo Evropo v celoti, tisto pravo Evropo, Evropo naroda. Ampak glede na to, da se to ni uresničilo, SDS pa še vedno polno podpira Evropsko komisijo na čelu z Ursulo von der Leyen. Ali je gospod Janša snedel besedo, dano volivcem?
To pa vprašajte njega. Pač še enkrat povem, jaz sledim vrednotam, tisto, kar sem dal besedo volivcem, to tudi delam v Evropskem parlamentu. V Evropski parlament poskušam prenesti tudi vsa kritična mnenja mojih volivcev, hočem biti njihov glas, glas njihovih vrednot in v največji možni meri uresničiti te njihove vrednote, uresničiti to, da bi zagotovili, da bo Evropa boljša, da bo Evropa varnejša, da bo Evropa uspešnejša in jo ohraniti tudi za naslednje rodove. To je moj cilj, to je moja zaveza in verjemite, to delam noč in dan po najboljših močeh. Bil je očitek, kar se tiče SDS-a, tudi, mislim, da je tudi Janša to omenil, da pač moraš, če si v nekem klubu, moraš delovati v skladu s pravili tega kluba. Mar vi niste delovali v skladu s temi pravili, ste bili nelojalni? Jaz sem trdno prepričan, da sem delal skladno s pravili tega kluba. Morda sem pač bolj odločno kaj postavil ali pa bolj jasno kaj povedal kot kdo drug, ampak na enak način jih dela še mnogo drugih, pa zato ni kakšnih posebnih problemov. Je pa tako, ne? Tudi tisti, ki so v Evropskem parlamentu, prav v CDU, CSU, že dolgo število let, recimo 15 ali pa več let, so sami rekli, prišli do mene, pa so rekli, Brane, to se pred 15 leti niti slučajno ne bi moglo zgoditi. Ne? CDU, CSU je vedno bil odprt za zelo različna mnenja, to je podobno kot SDS v Sloveniji, ne? Ker je zelo velika stranka in potem je normalno, da imaš pač spekter različnih mnenj, gre za to, da pač dovoljuješ vsa ta mnenja. Se to je v bistvu tudi v korist stranke, zato ker s tem pritegneš volivce, ki so morda eni bolj, eni malo drugače usmerjeni in to je normalno funkcioniranje vseh velikih strank. Zdaj, če pa zdaj prihaja do teh poskusov discipliniranja, omejevanja, ne, pa potem to samo kaže, da je nekaj zagotovo narobe s tisto politiko, ki more posegati po takih metodah, zato da bi uveljavila svoj prav. Ne. Če je politika dobra, verjemite, ni potrebna nobena prisila. Tik preden je prišlo do tega glasovanja znotraj EPP o vaši izključitvi, je bil izvršilni odbor stranke SDS, kjer vas je gospa Tomc je predlagala, da bi odstopili kot europoslanec, češ, da na ta način ne bi škodili SDS-u, ker bi namesto vas prišel potem v poslansko skupino gospod Aleš Hojs in bi ostali pri 4 poslancih SDS v EPP-ju, tako pa so ostali zgor pri 3. Torej, mandata vam evropskega poslanca vam ne more odvzeti nihče, ampak predlog je pa bil za vaš odstop. Me zanima, kako to komentirate. Zdaj, najprej, kar se tiče moje izvolitve, izvoljen sem bil s preferenčnimi glasovi volivcev, to se pravi, primarno sem seveda zavezan njim, njihovim glasovom in želim stopiti ponovno in garantiram, da tudi bom tako naredil, da bom na naslednjih volitvah ponovno kandidiral in pač naj oni presodijo. A sem delal dobro, če sem delal dobro, naj mi dajo še en mandat in ponovno bom naredil vse, da bi njihove želje, voljo, vrednote, kritična razmišljanja, vse prenesel v Evropski parlament. Ampak ne boste mogli teh ljudi. To pustimo. Ne boste mogli kandidirati, če ne boste znotraj SDS, razen če boste šli v drugo stranko. Do takrat je še kar nekaj časa, pustimo pa, da bomo videli, kaj se bo še vse zgodilo. Ne? Aha, torej vi mislite znotraj SDS, da boste... Kar se pa tiče tega dogajanja, pa jaz osebno sem bil začuden, ko sem videl to, da se je potem, celo potem, ker sem prebral, no, da je gospa sama klicala in to razlagala tam novinarjem, jaz sem o tem molčal in do pač odločitve na pač tej seji Evropske EPP, ne, do glasovanja, nisem hotel potem dati nobene izjave, ne, ker pač eno so naše notranje stvari, eno so pa zunanje stvari in pač jaz mislim, da je take notranje stvari treba reševati znotraj. Ne. Pa, ko je bilo to izrečeno na izvršilnem odboru
SDS, torej ideja za vaš odstop kot evroposlance. Kakšni so bili pa odzivi drugih? Ali so to podprli, so to zavrnili? Kakšen je bil odziv gospoda Janše? Zdaj, gospod Janša se do tega tam pač ni opredelil. Odzivi ostalih pa je bilo praktično soglasna podpora. K temu, da bi... Meni. Vam, torej, da ne odstopite? Seveda. Tisti, ki so spregovorili, seveda pa niso vsi, ne? Da se razumemo. Ni bilo pa tega, da bi recimo, ker če bi vi odstopili kot evropski poslanec, potem ni tako kot recimo gospod Hojs, ki je zdaj poslanec v državnem zboru in bi potem zamenjal to funkcijo za funkcijo evropskega poslanca. Vi bi ostali potem brez poslanskega mandata v Evropskem parlamentu, tudi v državnem zboru seveda nimate mandata in bi ostali zunaj vsega. Ne? Ali so vam mogoče znotraj SDS vam je morda kdo ponudil kakšen drug položaj v zameno, če bi to storili? Še enkrat povem, jaz sem odgovoren svojim volivcem, to vsi, ki racionalno razmišljajo, tudi razumejo in seveda kakršnih koli nadaljnih pogovorov ali pa česarkoli o tem ni bilo in jih tudi ne more biti, ker se to ne bo zgodilo. Ne? Če ima pa kdo mokre sanje, pa Bog pomagaj. Ja, to je bilo pa zanimivo potem objava na Facebooku zadnja od gospe Tomc, torej, da je deležna številnih groženj na družbenih omrežjih, kar jo skrbi, prav tako izjave vas in nekaterih vaših podpornikov. Ali boste pozvali vaše podpornike naj ne grozijo? Glejte, če sem v čem dosleden v politiki, sem vedno v tem, da dosledno zagovarjam, da v politiki ni dopustna uporaba kakršnekoli sile in pa da je treba slediti tistim temeljnim vrednotam, ki so obče človeške vrednote, ki so tudi vrednote moje stranke in vrednote, ki so v resnici temelj evropske civilizacije. To pa so krščanske vrednote. In tem vrednotam sem zavezan in ena od njih je, da se seveda politika ne dela s silo in prisilo, ampak da se pač politika dela z dogovarjanjem in predvsem, da je v politiki odločitev ljudi tista, ki jo je treba najbolj spoštovati. Volja ljudstva je sveta volja. Kakšno vlogo pri vsem skupaj je pa imel pa vaše, gospod Janša? Torej, to pa njega vprašajte. Ali si je po pilatovsko umil roke in prepustil vašo politično odstranitev pač drugim? To pa pač ne morete na ta način niti postaviti kot vprašanje, ampak dajte lepo prosim, če želite, vprašajte njega. Torej, čez 3 leta po izteku mandata evropskega poslanca boste stari 67, najbrž boste takrat že izpolnjevali pogoje za upokojitev. Ali zato znotraj SDS, ker pač boste lahko po izteku mandata se upokojili, v SDS sicer velja neka stroga lojalnost, hierarhija, ne? Ali lahko zaradi tega morda zdaj delujete bolj neodvisno, svobodno, ker niste od nikogar odvisni? Ne vem zdaj, kako to mislite bolj svobodno. Jaz sledim ves čas istim vrednotam. Pejte gledati nazaj 15 let, ko so mnogi še govorili o ubogih beguncih, pa ne vem kakšne traparije še vse ne. Jaz sem od prvega dne rekel, nobenih beguncev tukaj ni, ker jih ne more biti. Begunci so bili tisti iz nekdanje Jugoslavije, ko je bila vojna na našem pragu in smo bili mi prva varna država. Uporaba izraza begunci za te, ki pa prihajajo preko več varnih držav, pa je zloraba tega pojma. In v resnici, ker seveda pravo to zelo jasno definira, tisti, ki na ta način govorijo, pa niso prava neukne osebe, oni v resnici zlorabljajo pravo. In vse, kar je povezano z ilegalnimi migracijami, sem že takrat povedal, je v resnici čist navaden kriminal. To, da so meje odprli, je kriminal, ker te pravice, da suspendiraš en del prava, bodisi evropskega, kot je Dublinski sporazum, ali pa slovenskega, kot je naš zakon o meji, te pravice suspenza nihče nima. Ti lahko spreminjaš po ustaljenih postopkih pravni red. Recimo spremeniš zakon in potem mora biti objavljen in uveljavljen in šele potem se stvari spremenijo. Ne pa na tak način, kar na horu, kot se je to dela. Tisti, ki so to delali brez izjeme, so zlorabili svojo funkcijo. In ne samo, da bi morali za to
to politično. Oni bi morali tudi kazensko odgovarjati. In podobno je s temi nevladniki, ki jih ves čas prodajajo kot najbolj humanitarno dejavnost. Ja, seveda, ne. Prvič oni s tem služijo, drugič kaj oni pravno gledano v resnici delajo. Oni hodijo ven in spodbujajo ilegalne migrante, da uderejo preko državne meje pač v Slovenijo in jim dajo napotke in celo napotke, kako potem čim bolj izigravati našo zakonodajo. A veste, po kazenskem zakoniku, če nekdo zavestno nekoga vzpodbuja k storitvi kaznivega dejanja oziroma k kršitvi pravnega reda, je to pač naklepno spodbujanje k kršitvi pravnega reda in je tudi to kaznivo dejanje. To se pravi, v resnici ni tukaj nobenega silnega humanizma, kot smo poslušali neumnosti mnogo let. Eni so celo predlagali, da se mene vrže iz politike, zato ker ne podpiram ubogih beguncev in sem torej desni skrajnež, ne? Ampak v resnici je vse skupaj samo en orjaški organiziran kriminal, skrit za neke velikanske floskule o humanitarni dejavnosti, ne? In temu bi se morali od začetka upreti. Če bi takrat kdo hotel to poslušati, bi bilo danes povsem drugače v Evropi. Ampak takrat sem bil deležen vsega, od zmerjanja z nacisti, fašisti pa do ne vem še česa, ne. Danes pa pravzaprav vsi govorijo praktično isto, ampak tisto, s čemer sem začel. Pejte prosim pogledati za vsa leta nazaj. Jaz govorim ves čas eno in isto in vztrajam samo pri enem, da je treba dosledno spoštovati pravni red. Ker bi moralo biti v pravni državi samoumevno, ne. Da se pravi, pomislite, kakšen absurd je to, ne. Zato, ker sem se vedno, vseh 10-15 let, ker traja ta norost, pač zavzemal za spoštovanje pravne države. Zato sem bil zmerjan, zato so bili poskusi moje izločitve in zato se me še danes gleda, kot da sem ne vem kakšen nekaj posebenega tam. V resnici gre samo za to, da bi to, kar delam jaz, moralo biti samoumevno. To je v resnici tista prava, če želite, krščanska demokracija, kot jo je nekoč zagovarjal kancler Kohl. Njega in pa njegove naslednike, pač tesne sodelavce, kot je bil dr. Karl Lammers, sem osebno poznal, z njim sem bil recimo 12 let v parlamentarni skupščini Zveze NATO, sem se veselil, da bova zdaj skupaj, ampak ravno zdaj, ko sem bil jaz izvoljen v Evropski parlament, je pa on pač žal zaradi bolezni zaključil. Ampak mnogokrat sva se pogovarjala in verjemite, da je bil on do tega, kam so te pač stranke zašle, tudi nemške, ne, je bil izjemno kritičen, morda celo bistveno bolj pa hujši v besedah, kot sem kdaj jaz, ne. In gre za to, da bi pač morali zagotoviti 3 temeljne stvari. Prvo je varnost državljank in državljanov, ustaviti ilegalne migracije in poskrbeti za remigracijo, poslati nazaj tiste, kamor so prišli. Drugo bi morali presekati zeleni prehod, kot se temu reče, ker je utemeljen na lažeh, in sprostiti razvojni potencial Evrope. Zeleni prehod je v veliki meri povzročil gospodarske težave Evrope. Seveda, to je zaradi tega Evropa se dobesedno deindustrializirala, zaradi tega slabše živimo. Narava pa od tega nima nič, mi lahko verjamete, ne? Vse te zelene, pač, ne vem, fotocelice ali pa turbine ali pa kar hočete, delajo na Kitajskem, tam kurijo pa premog najslabše vrste v takih količinah, kot jih Evropa nikoli v zgodovini ni. Na Kitajskem imajo menda 1300 termoelektrarn na premog. Kakor vem, so jih približno 2000 še zgradili dodatno, ampak vse številka ni bistvena. Bistvo je, da je to po domače rečeno farbanje ljudi, ne. Jaz sem o tem celo napisal knjigo, Zmaga dobrega, lahko kdaj jo pogledava skupaj, nihče še nikoli ni rekel, da kaj ne drži, kar je v njej, ker je zelo zanimivo, ne, pa je že 2 leti od zunaj. Kaj je finta? Ne? Finta je v tem, da je vzeto prekratko obdobje, ljudje pač razumejo, da je vse relevantno tisto, kar oni živijo, za zemljo so pa mnogo daljša obdobja pomembna. In v resnici je v preteklosti bilo mnogo bolj toplo, kot je zdajle. V resnici so bila vsa medledena obdobja bolj topla, kot je sedanje, ne? In tudi to je bilo bolj toplo. Mi smo bili mali ledeni dobi in zdaj se zemlja v resnici ogreva nazaj, ne? In zraven se pa zganja cirkus, češ da bomo ne vem zgoreli pa ne vem kaj, v resnici samo zakaj? Zato, da se vas dodatno obdavči, zato, da vsi slabše živimo. Vse, kar je tega, od tistih CO2 bonov pa do ne vem prepovedi prometa in vse to, pri čemer žal ravno von der Leyenova in Evropska komisija vztraja,
Vse to je v resnici čista oslarija. Od tega imajo samo korist posamezni lobiji in predvsem v veliki meri Kitajska. Sem že parkrat rekel, da bi morali zelo pogledati povezave tistih v Evropski uniji, ki so na vrhu lestvice odločanja s kakšnimi tajnimi službami Kitajske, pa odkot je kakšen narod, ker to, kar se dogaja, je popolnoma iracionalno. No, ampak še tretji sklop je, in ta je bil pa po mojem mnenju tudi najbolj tisti, ki je jeziv, vse to pa je zaščita otrok. Sam vedno zagovarjam, da je otroke treba zaščititi pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo in to gre pa prav tudi v EPP nažalost mnogim strahovito vnos. In treba je vedeti, recimo, da boste imeli objektivno sliko, kaj je bil italijanska ANSA, zagotovo si ni imela najmanjšega razloga, da si kaj izmisli, to je poročilo o tem, kako so mene pač izključevali in kaj je bil glavni razlog. No in kako so oni poročali? Da sta dve stvari najbolj hude, na osnovi očitno pogovor z Manfredom Webrom in to, da sem podprl oblikovanje vlado pod vodstvom predstavnika politične skupine Patrioti, to je bilo očitno za Viktorja Orbana, in pa da sem na parlamentarnem zasedanju zagovarjal, citiram, zaščito otrok pred zelo destruktivno ideologijo LGTB+. In pri tem seveda vztrajam. Tukaj pa za mene ni nobenega kompromisa, otroke je treba zaščititi, otrokom je treba zagotoviti zdravo in srečno otroštvo. Morate vedeti, da LGTB plus ideologija pomeni, da se otrokom daje potem, če jim nekdo vsadi, ker to otrok nima nikoli v sebi, da je v napačnem telesu, pa reče, jaz nisem več fantek, sem punčka, tisto transgenderstvo, transpolnost, in potem se jim daje kemijske spojine, pač umetne hormone, ki jih naredijo v resnici sterilne, naredijo iz zdravega otročka, naredijo invalida do konca življenja, ker to je nepopravljivo, in pa potem eventualno se jih še razreže in se pod lažno medicino, s temu rečem mengelejevstvo, otroka pač kirurško spremeni v nekaj krni. In to se velikokrat konča s samomorom, zato opozarjam, da je to tako destruktivna ideologija. In trdim, da je to treba otroke zaščititi, zato sem tudi v Sloveniji napisal že zakon, jaz upam, da ga bo ta vlada sprejela. V prejšnjem mandatu smo ga dvakrat vložili, sem ga zagovarjal, pač seveda takrat ni bilo večine, danes bi pa večina za to morala biti. Ampak morate pa vedeti, da pač v Evropskem parlamentu je pa to največja svetina, posebej v EPP. In to je bil verjetno tudi tisto, kar jim je v resnici najbolj šlo na živce. Zdaj, po izključitvi iz EPP, ali vas ne skrbi, vi ste rekli, da boste na enak način, ko ste do zdaj in vsa leta delovali še naprej znotraj Evropskega parlamenta, ne glede na to izključitev in glasove kritike in tako, ali vas ne skrbi, da bi vas lahko doletela recimo tudi izključitev iz SDS? Glejte, jaz nisem nikoli in nikdar karkoli naredil proti vrednotam SDS, nikoli in nikdar nisem naredil karkoli v škodo SDS. Tisto, kar sem naredil, so ravno nasprotno. Sem zagovarjal vrednote, ki so zapisane v našem programu, zagovarjal sem svobodo govora. Na zadnjem kongresu smo sprejeli popolnoma soglasno posebno resolucijo v korist svobode govora, ki je eno od temeljnih tem, ki jih zagovarjam v Evropskem parlamentu. In to sem jaz napisal, je bilo soglasno sprejeto na našem kongresu. In točno to, kar sem zapisal, točno to, s čimer sem stopil pred volivce, to jaz tudi delam v Evropskem parlamentu in garantiram, da bo tako tudi v bodoče. Jaz nimam nobenih dvojnih obrazov, enega za sem, enega za tam. Ampak to, kar sem tu obljubil volivcem, to tam tudi delam. To, kar so mi volivci povedali, njihova kritična mnenja, njihove želje, njihove vrednote, zagovarjam v Evropskem parlamentu. In tako nameravam tudi v bodoče. In ta podpora, ki sem je bil v teh dneh deležen iz terena, ki je naravnost neverjetna, in vsem še enkrat res velika in iskrena hvala, verjemite, da to mi neskončno veliko pomeni in me hkrati zavezuje, da tako delam tudi še vnaprej. To je tista podpora, s katero pač mi daje energijo za nadaljne delo, zato da se zavežem, da bom tudi v bodoče delal za vse vas, za volivce, za našo Slovenijo, za varno Evropo. Me zanima zdaj,
veliko podpore vam izkazujejo preko družbenih omrežij, naprimer, ne? Pri čemer potem ti podporniki dostikrat tudi kritizirajo politiko SDS, zakaj je dopustila, da je do vsega tega prišlo. Pa me zanima za konec, ali mislite, da na ta način svojim delovanjem kakorkoli škodite SDS? Ne, nikakor. Jaz zagovarjam tisto, kar je temelj našega programa, gremo lahko gledati. Temelj našega programa je nasprotovanje norosti in zelenega prehoda, v tem sem dosleden. Temelj našega programa je svoboda govora, v spoštovanju svobode govora, ki je pač temelj vsega v demokraciji. Brez popolne svobode govora je demokracija samo farsa. V tem sem dosleden in da sem v tem tudi uspešen, priča to, da me je osebno z imenom in priimkom pohvalil tudi Elon Musk pač na omrežju X, o čemer se lahko vsak sam prepriča. No in potem seveda je tukaj pač prizadevanje za varnost državljank in državljanov, za varnost otrok, za varnost žensk, kar je spet temelj programa SDS in v tem sem dosleden tudi v Evropskem parlamentu. Skratka, vse tisto, kar delam v Evropskem parlamentu, je skladno s programom SDS, še celo v celoti ga poskušam uresničiti na najboljši možen način. Sem povedal, da pač pri nekaterih stvareh je že v Evropski parlament precej drugačen, kot si ljudje predstavljajo, zlasti, ko gre za ravno LGTB ideologijo in pa otroke. In recimo, da si boste lažje predstavljali, koliko je to velikanska razlika, ne. Gospa von der Leyen ne bi bila tudi pač iz vrst EPP-ja. Jaz še enkrat povem, je nikoli nisem podprl, vedno, kadar sem v priliko, sem glasoval proti in tako garantiram, da bo tudi v bodoče, ne. Ampak spomnil bi na majhno zgodbo malo nazaj, ne. Ko je bila vojna v Ukrajini že pred vrati, ne, ta sramotni napad Rusije na Ukrajino, je tisti večer, ko je bilo iz strani vseh obveščevalnih služb že znano, da bo naslednje jutro napad na Ukrajino, gospa Ursula von der Leyen stopila za govorniški pult, ampak namesto, kar bi bilo za mene edino normalno, da bi rekla pač besede proti Rusiji, da bi rekla, lejte, smo za mir, želimo mir, če pa bo prišlo do vojne, bomo pač ustrezno ukrepali skladno z mednarodnim pravom. Ona je takrat grmela proti Madžarski, da če ne bodo dovolili LGTB indoktrinacije v šolah, če bodo ščitili otroke pred LGTB plus ideologijo, potem bo Madžarska deležna vse sile Evropske unije, ne. To je bilo pa v resnici. Zdaj, tle se vidi to, kako pač napačne žal so te vrednote in kako je pač drugačna Evropska unija, kot se kdo predstavlja. In zaradi tega je tako pomembno, jaz osebno nisem pač konformist, tako kot smo Slovenijo osamosvojili, je treba tudi spremeniti Evropo. Jaz trdim, da Sloveniji je v interes, da obstaja tudi Evropska unija, smo izvozno naravnani, naša lega je, da smo prav srce Evrope, Slovenija je čudovita, radi jo imamo, ampak mi ne potrebujemo kakršnekoli Evropske unije. Mi potrebujemo Evropsko unijo, kjer ne bodo otroci izpostavljeni LGTB plus ideologiji, kjer otrokom ne bo se vsiljevala sprememba spola, kjer ne bodo pač v resnici žrtve raznih kvazimedicinskih pa farmacevtskih lobijev, zato da potem z njimi zaslužijo. Potem potrebujemo Evropsko unijo, ki ne bo več forsirala norosti zelenega prehoda, prepovedovala motorje z notranjim izgorevanjem, ki so bili v resnici temelj vzpona, temelj razvoja ekonomije Evropske unije. Potrebujemo Evropo, ki bo ščitila svoje meje, ki bo pač dosledno izvedla, da tisti, ki tukaj ne smejo biti, tudi grejo domov, ki bo torej izvedla remigracijo in ki bo ves tako prihranjen denar, to so pošastni denarji. Morate vedeti, da vsak ilegalni migrant, ki pride recimo v Slovenijo in tukaj ostane celo življenje in visi na sociali, stane 1 milijon evrov davkoplačevalce. Si to predstavljate, ko bomo enkrat to razumeli, da 1000 migrantov, ki pride in ostane tukaj, pa visijo na sociali,
zdaj stanejo milijardo evrov v času svojega življenja. To je že Računsko sodišče Republike Slovenije naredilo. Ne? Potem je Slovenija v interesu, da grejo čim prej naprej. Seveda samo zdaj so ostajali tukaj zaradi prejšnje vlade, ne? In velika sprememba, ki je bila pri ilegalnih migracijah, je bila prav v tem, da prej so šli čim hitreje naprej, pod vlado Roberta Goloba so pa praktično vsi dali prošnjo za azil v Sloveniji. Kar pomeni, da tudi tisti, ki so šli naprej, jih lahko zdaj te države pošljajo nazaj. To sem tudi, ko smo sprejemali te akte, tudi na tistih pogajanjih, pa potem znotraj EPP-ja in seveda javno rekel, da pač tisto, kar bi bila prava evropska solidarnost, bi bila pomoč pri remigraciji. Se pravi, da se pošlje vse tiste, ki so tukaj bodisi ilegalno, bodisi da so na kjerkoli način, ampak da se ne integrirajo, da predstavljajo nevarnost, da se jih pošljejo tja, odkudar so prišli. Ker za velike države je to enostavno. Za male je pa težko, ker tisti, ki so jih poslali sem, jih noče vzeti nazaj. Veste, morate vedeti, da nekatere države na Bližnjem vzhodu so enostavno spraznile zapore s klasičnimi kriminalci in so rekli, pejte v Evropo in so v Evropa, pa ja, pridite ubogi begunci. Ne, pa se pa čudi, zakaj je zdaj vse toliko kriminala. Prej ste večkrat omenili Viktorja Orbana pa Madžarsko. Svoj čas je bila madžarska Fides od Orbana plus SDS sta bili zelo tesno povezani. Ne? Potem je Orban šel ven iz EPP-ja, zdaj je v skupini Patrioti. Ali bi morala tudi po vaše SDS se priključiti tej skupini Patrioti? No. Jaz sem pač takrat, ko je šel Orban ven, javno objavil, mislim, da je bilo to v Demokraciji, in komentar, v katerem sem zapisal, da po mojem mnenju bi morali narediti isto. Ne? Zdaj, veliko je bilo teh dogovorov, potem se je to spremenilo, ne vem niti zakaj, sam osebno moram reči, da pač spoštujem, kaj nekdo naredi in ne verjamem v prvi vrsti politiki na besede in bi tudi pač volivcem in volivcem to zelo priporočal in Orbana in njegove še vedno zelo spoštujem, ker so zagotovili dvoje. Zaščitili so otroke pred zanje uničujočo LGTB plus ideologijo in pa zaščitili so meje in s tem so zaščitili svoje ljudstvo, državljanke in državljane pred ilegalnimi migracijami in s tem pred pač islamskim terorizmom in vsemi drugimi škodljivimi posledicami, ki jih to prinaša. In to sem tudi povedal takrat v tistem nagovoru na začetku, ko je Orban ravno vodil pač celotno Evropsko unijo, ne? In dobil tak aplavz, da so se dobesedno tratresla v Štrasburu, čeprav je tam betonski parlament. Ne? Pač seveda so pa nekateri zaradi tega bili silno jezni, pa nisem nikomu nič slabega rekel. Samo pohvalil sem državo za tisto, kar je res naredila in zaželel sem pač predsedniku takrat, to je bil Orban, ne, in pa seveda madžarski uspešno delo pri vodenju Evropske unije, ker je nekaj najbolj normalnega vsaki pač v vseh mednarodnih odnosih, v diplomaciji, da tudi če imaš enega rad ali pa če ga nimaš rad, da mu zaželiš uspešno delo. So mi pa to neskončno zamerali in vse, kar se je potem naprej pletlo, je bilo pravzaprav posledica teh mojih besed. Ampak pri tem vztrajam, še enkrat povem, jaz ocenujem ljudi po dejanjih, ne po besedah in jaz zelo priporočam, naj vsi tudi tako delajo v bodoče in naj se, če pa česa ne poznajo, naj se pa prepričajo, ne? Ker veliko krat opažam, da ljudje zelo hitro nasedajo kakšnim floskolam, ki jih reče kakšen PR-ovc recimo, pa se pa izkaže, da ta PR-ovc živi z eno gospo in da je ta gospa varovanka od tistega, ki je celo zadevo zakuhal in potem se počutiš lahko kot doma, ne? Skratka, gre za to, da je treba stvari preveriti. In zato sem prej pokazal tudi tale iz vse, kako poroča tujina v mojem primeru, ne? Ker zagotovo oni nimajo nobenega posebnega interesa, da bi pač eno ali pa drugo stvar forsirali, ampak povedo tisto, kar je neko objektivno dejstvo. Tak pogled strani veliko pomaga. Iztekel se je najin čas. Gospod Grims, hvala za gostovanje v podcastu Info 360. Vam pa, spoštovani, hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.